Veliko ljudi se izogiba kardio vadbi, ampak to ni najbolj pametna ideja. Če te zanima, zakaj, pol si poglej ta video. Živjo, sem Jernej Koprivnikar, Proteini.si svetovalec in fitness trener. Imaš vprašanje ali dilemo? Piši mi še danes. A ja, pa da ne pozabim, če ti video všeč, spodaj stisni like, naroči se na naš kanal, če imaš pa vprašanje, napiš ga v komentar in ti bom odgovoril v enem od naslednjih videov. Kardio okrajšava za kardiovaskularni sistem oziroma srčno-žilni sistem. S kardio vadbo treniramo naše srce in ohranjamo naše telo zdravo. Med kardio treninge uvrščamo hojo, tek, kolesarjenje, plavanje in tako dalje. Kardio je aerobna vadba nizke do visoke intenzivnosti, kjer telo za svoje delovanje potrebuje kisik. Kisik se preko dihalnega srčno-žilnega sistema prenaša iz pljuč do mišic. Pod aerobno vadbo štejemo vse aktivnosti, pri kateri nam srčni utrip naraste med 50 do 75% maksimalnega srčnega utripa, vse ostalo pa je anaerobna vadba. Zakaj pa je dober kardio trening? Srce je mišica in kot vsaka druga mišica tudi potrebuje trening, tako da se ohranja čim boljše in čim bolj zdravo. Lahko si predstavljate, kakor da je srce motor našega telesa. Z rednim servisiranjem, spodbujanjem ga naredimo močnega. Posledično potem srce deluje na manj obratih, kar pomeni, da je manj obremenjeno. S kardio treningom pa ne povečujemo samo srčno, ampak tudi pljučno kapaciteto, kar pomeni, da se tudi kisik hitreje prenaša po telesu. Posledično pa je tudi hitrejša dostava hranil v mišice. Ko pa naši možgani dobijo več kisika, boljš delujejo, mi pa lažje razmišljamo, pa boljš funkcioniramo. Kaj pa kardio vadba pa hujšanje? Kardio seveda pripomore pri hujšanju oziroma izgubi maščobe, saj pri njem izgubljamo kalorije. Poraba kalorij je ključna, če želimo izgubiti maščobo, ampak mogoče ni kardio vadba najbolj optimalen trening. Bolj optimalen trening bi bil zato vadba moči. Sama težava je v tem, da dolgotrajna kardio vadba spodbuja v telesu katabolne procese. To pa pomeni, da naše telo za energijo porablja naše mišice in s tem kuri mišice, tega pa nočemo. Mišice so v našem telesu največji porabnik energije. Če jih bomo imeli manj, bo telo porabljalo tudi manj energije. Priporočam, da kardio vadbi priključite trening moči, s tem boste ohranili mišično maso. Poleg tega pa boste s tem pospešili metabolizem, kar pa pomeni, da boste kurali svoje maščobe oziroma kalorije tudi v mirovanju. Dobro, ne? In zapomnite si, kardija se ne smete izogibati. Ogromen pozitivnih učinkov ima na telo. Med kardio vadbo pa priporočam, da pijete tudi BCA aminokisline, saj bodo poskrbele za regeneracijo vašega telesa, ohranile mišično maso, pa še hidrirali se boste zraven. Okolikor pa se ukvarjate s tekom, kolesarstvom ali kakšnim pohodništvom, v tem primeru vam priporočam Better Isotonik. Ta izdelek bo poskrbel za hidracijo, nadomeščanje elektrolitov, pa tudi dodal vam bo energijo. Ker ima pa izdelek dodan sladkor, vam ne priporočam tega v fazi hujšanja. Samo v primeru, da imate kakšno pohodništvo, da imate kolesarstvo ali pa daljšo pot, v tem primeru ga lahko vzamete. Če pa delate samo kardio vadbo, za hujšanje potem ne pride v poštev. Imaš vprašanje ali dilemo? Piši mi še danes. Svoje vprašanje pa lahko zastavite tudi našim svetovalcem v naših shopih.